Veseljakov VIP petek. Z Janjo in Nejca. Točno tako in lahko rečemo, da ta ura, ki je pred nami, bo zelo, zelo pisana po pogovoru, ne? Ja, v VIP petek sva povabila našega sodelavca, teologa, logoterapeuta, pisatelja, nekdanjega uslužbenca Slovenske vojske, diakona, očeta, moža, Veseljakovega oznanjevalca, godovnika dneva. Ja, in ne, nisva povabila 6 ali pa 7 oseb, ampak samo enega. Današnji VIP gost je diakon in logoterapeut Matic Vidic. Ja, dober dan in Dober pa dan. dobrodošel na Veseljaku. Je živel, si mi pa kar sapo vzel. Kaj ste to vse pripravili? Jaz sem mislil pač, da bom prišel malo povedati o praznikih, zdaj pa vem, da ste vi se to kar orenk pripravili, tako da wow, sem počaščen, iskrena hvala in hvala za to napoved. Če bi še polovico spustili, bi bilo tako v redu. Ne, se polovico smo že spustili, da ne bi bilo predolgo. Ni pa lepo, zmeraj v vaši družbi. Hvala in hvala. Ja, nikaj, Matic me je včeraj spraševal, pa daj povej, o čem bomo govorili, ne? Ja. A bomo o praznikih, a bomo o logoterapiji, a bomo o moje knjigi, a bomo... Sem rekla, Matic, o tebi bomo govorili. Ne, zdaj mi pa že kar strah, veste, se pa počutim že kot tisto, ko nekdo se zapusti in pol mu prepravijo oddajo o njemu. Ne, Matic, da ne boš narobe razumel. Mi te vsak dan spremljamo v naši rubriki Godovniki in si želijo ljudje tebe spoznati malo bolj. Takrat pač poveš, kdo goduje. Ljudje se ustavljajo tisti čas. Povej, tudi tvoj ata ima Moj prav oče, rutino. ne, gre 10 do 6 v Ribencu na kofe, ne, in gre 15 čez 6 ali pa tam okrog, ko so godovniki, gre v avto, on prekine kafe, spije kafe, plača in gre, zaradi tega, da sliši, kdo danes goduje. Zdaj imam pa še toliko večjo odgovornost, da se bistveno bolj pripravim. Zdaj pa obljubim, da bom še bolj priden, da bom se še bolj pripravil pri teh godovnikih. Ker tudi jaz sem večkrat presenečen, ko pravi, kakšen duhovnik prav, veš, moja mama ne posluša rada tako mene, ampak tebe. Ko imaš godovnike. Ja, zanimivo, kam so te godovniki pripeljali in kako nagovarja ljudi. In je prav, ne, ker so vsi te, ki so godovniki, ki so svetli zgledi. In je pomembno, je po komu se zgledujemo, kdo nas nagovori, kdo je naš svetilnik. Ne? Tako da je tudi za vas kot radijska oddaja za nas, no, ko to vse pripravljamo, je ena velika odgovornost, da res ljudi nagovorimo in jim pokažemo tisto pravo pot, lepo pot, kako je lahko človek lep, če se za to zavzame in če se za to odloči. Zdaj, lahko rečemo, da, pardon, Janja, da godovniki še zdaleč od tega, da bi bili pozabljeni v današnjem svetu, ne de? Ja, so aktualni zmeraj, zato ker so vse te težave, ki jih ima ljudje, aktualne, ne? Da te doma nekako ne najdejo, da te doma ne znajo prepoznati tvoje talente, darove. To je bilo večkrat pri godovnikih, ko gledamo po teh svetnikih, potem, da jih ni družba razumela, da jih je družba zavrgla, kako doživljamo to mi, ko nismo sprejeti, ko nas ne vidi naše potenciale, ne vidi našo lepoto, ko nas pokrivamo, obtožijo. Koliko je tega tudi danes, da smo pokrivamo obtoženi, tako da bo vedno aktualno, dokler bo človek doživljal rane in padce, bo to aktualno in zmeraj se ravno po teh svetnikih, po mučencih se kaže, da na koncu je smisel, da na koncu bo vse dobro in lejte, tu so vsi ljudje, svetniki, ki bodo živeli še mnogo, mnogo let. Ker za vsakega človeka pravijo po 100 letih noben več zanj ga ne ve in se naša doba konča, preko vedenja v nas samih. Tako da tele godovniki pa že po 1000 let in še več. Tako da upamo, da bomo tudi mi čim bolj podobni njim, da ne bomo živeli samo 100 let, mogoče nam uspe 200. Lepo. Eno vprašanje še, ki mi pride na pamet, pa verjetno nisem edina. Jaz imam doma 5-6 različnih koledarjev. Jaz zelo rada pogledam na koledarane. Imam setvenga, imam marijanskega, imam pač vse sorte koledarje in ko pogledam datum, ne sploh, ko se pripravljamo na program, vedno pogledam, kdo goduje naslednji dan. In na vsakem koledarju skoraj drugače piše, velikokrat razen tisti res godovniki, svetniki, ki so zasidrani na določen datum. Kako? A imate vi v cerkvi kakšen poseben koledar? Ponavadi ne zadeneva istega. Ja, no to.
Ne, ti koledarji so različni so za isti dan, jih je vedno več in potem glede na tistega, ki pripravlja, v bistvu je po nekem, kar je, ne, zapovedani so, kateri so svetniki, točni, to ima tudi pri samem liturgičnem letu določa, kateri so prazniki, kateri bodo. To je zapovedano, ni pa potem za te manjše, oziroma manjše, toliko pomembne, pa ni, ne, tako da tukaj potem pride ta razlika. Tako da je različno, ne, nekdo pravi, naprimer Melita, vem, da ni prav Melita napisana, marsikje je, naprimer druge in pa še en kup enih takih imen. Kaj pa ta čudna imena, zdaj, ki jih sodoben svet rad daje svojim otrokom, pa zdaj mogoče že ne toliko zelo, kot kakšnih 10-15 let nazaj, ampak vsak človek, ki ima ime, ima tudi God, a ne? Torej, če vas kakšna mama pokliče, kdaj ima pa moj otrok vendarle God, pa mu je ime, ne vem. Ja. Ajd, pa ne bo Ajd. Ja, težko je, no, tako da zdaj smo, jaz nasploh, ko sem delal z romskimi otroki, ogromno krščeval jih, je bilo tam pri njih, je bil fantek Nodi, pa karkoli, ne, pa bolj vprašam, kdo je pa zbral tako, in mi prav, sestrica je zbrala, ne. In zvani imajo zmeraj, veste, imajo imena porisanih junakih, ne. Zato je bilo zmeraj težko, no. Tako da sem potem tako rešil, da sem dal vse sem dal na 15. avgusta, na velik šmar. Na une čudne. Okay. Če vam ne znajo najti godovnega dne, imate 15. avgusta. A lahko mi malo damo glasbe, da se tudi mi malo oddahnemo od teh pravličnih bitij in potem gremo naprej. Današnji VIP gost je diakon in logoterapevt Matic Vidic, ki je prinesel s seboj tudi 3 predmete, tako kot prosimo vsakega našega VIP gosta. In Matic, kaj si ti izbral, da nam danes prineseš in zakaj? Izbral sem povodec. Ja. Povodec, tukaj imam zdaj kuška od septembra, ne, od novembra imam kuška, ozija, Lagotto Romagnolo, to je tak italijanski vodni pes. In grem vsak dan z njim zjutraj med 5. in 6. uro, za 1 uro greva na sprehod, no, in mi je lepo oblikoval moje življenje, no, in moj vsak dan. In tudi z mojim sinom Izakom se tako lepo igra, tako da imam tudi jaz imamo več časa. Božjega tako da je 2 ure zagotovo se z Izakom vsak dan podita, tako da je to lepo. Predvsem pa je lepo imeti. Jaz sem imel vedno rad živali, no, in tudi kuška, prejšnji Srečko je lansko leto, smo ga mogli spavati. In je bilo 1 leto tako hudo hoditi sam na sprehod, je bilo prav tuga, ne, da si sam prav hecno nekam sam hodil na sprehod. No. Zdaj imam pa spet ozija, in je pa veselje pri hiši veliko. No. Tako da je ta povodec, ki mi je res polepšal, no, tele zadnje mesece. Ki ti je vez do sreče. Do sreče, tako. Zdaj, naslednji predmet zagotovo vsi poznamo, ker smo kdarkoli hodili k verouku in vsaj v tem decembrskem pa predbožičnem času, adventnem, smo zagotovo ga dodobra spoznali, ne? Ja, to je luč miru iz Betlehema. Torej, zmeraj spomnim, kaj je bistvo Božiča. Ne? Zmeraj pozabljamo, da je bistvo Božiča, da niso okraski, niso lučke, niso darila, ampak je ta luč, ne? Luč, ki je zasijala v Betlehemu. Ne? In ta simbolika te luči prineše vsak dom, da nas doma spomne, tudi doma ne spomne, kaj je bistvo. Bistvo je, da je v Betlehemu zasijala luč. Luč, ki je pregnala temo. In tej luči smo dali ime, je Jezus. In ko sprejmeš to luč, nisi več v temi, kajti v temi je vse nevarno. V temi so igrače na tleh nevarne, je stol nevaren, vse je nevarno. V luči pa vse dobi svoj sijaj, dobi svoje obličje. Zato mi je tako zelo pomembno, ker ravno ta december je mesec, ki pokaže tudi na nas, kakšne vrednote nosimo. Tako ko je nedelja, je dan, ko zmeraj vprašam vsake moje sogovornike, kliente, vprašanje, kaj delajo v nedeljo. Zato, ker nedelja je dan, ki pokaže, kakšne so naše vrednote. Ali kolesarimo, ali gremo v hribe, ali gremo nekam na kosilo, ali gremo obiskati bližnje, ali gremo v cerkev in s tem pokažemo, kakšne so naše vrednote. Nekdo pa, ki mu je vrednota delo, pa v nedeljo postori še vse tisto, kar ni uspel med tednom. Tako da pove veliko o nas. In tudi sam december je tak mesec med vsemi meseci, ki, rekel, bolj izostri, kdo zares smo. Zato, ker je veliko teme, malo se dela, bistveno manj se dela, no, razen vi. In vi? Ja, drugače pa res, ne, človek je tukaj,
je dveh razsežnosti, osamljenosti in pa prekomerne družbe. No? Tako da je močen mesec, tudi težak mesec, predvsem pa mesec, ki prinaša luč. In zato mi je to zelo pomembno, tale luč iz Betlehema, ki pride. Ja, tretja stvar, ki si jo prinesel, je pa tvoja knjiga Smernik za smisel. Tako, to je pa knjiga, ki mi je pa tudi letošnje leto spremenila docela. Nisem si zamislil, da bo toliko spremenila naše življenje. No. Vsak teden sem nekje po Sloveniji, predstavljam veliko čudovitih ljudi, spoznam. Veliko ljudi me vsak dan kliče, govori, kako jih je nagovorila, kako jim spreminja življenje. Tako da je en tak velik premik. No. Tako da ta knjiga je to leto zagotovo polepšala in je naredila veliko bolj bogate to leto. Je naredila več, kot si mislil? Ja, mislim, se ne moreš vedeti nikoli. Ne. Že ko so rekli, kakšno naklado bi naredili, so rekli, bi dali 300 naklade, ne, 300 se nekako da prodati. Sem kar nekako čutil, sem rekel, ne, dajmo 1000 prvo naklado. No. In je potem hitro pošla v enem mesecu, tako da smo potem še naredili še eno naklado in še naprej. Tako da me je presenetilo. Ampak sem pa vedel, da je, ko sem že bral, ko smo že spisali knjigo in ko sem jo še enkrat šel brati, sem videl, da je res dobra. To je tudi po zaslugi urednice Saške Ocvirk, ker smo res naredila, mislim, jaz pravim, da je Sveti Duh napisal, ne, ker če bi jaz pisal, ne bi bila tako dobra, ker sem imel esej, jaz sem pisal v gimnaziji 2, ker sem bil učiteljci simpatičen. Ne. Tako da to zagotovo ni čisto moje delo, ne, je delo Svetega Duha in je ta knjiga res ljudi nagovori k spremembi in jim daje to moč, ki nam zmeraj manjka v življenju. Je pa to knjiga, ki opisuje pravzaprav tvoje življenje do zdaj, tvoja spoznanja, kaj se ti je v življenju zgodilo in da ti je vse to, kar se ti je zgodilo, dalo nek smisel. Ja, dalo nek smisel. Tudi te negativne, predvsem negativne stvari, v katerem ne vidiš najprej smisla, zakaj se ti to zgodi, potem pa čez nekaj časa ti dogodki dobijo smisel in osmislijo življenje celo. Ja, to so kot naši kamni, ki jih nosimo v našem nahrbtniku. To je tako, ko večkrat, ko gremo v hribe, pa kdo ne skrivaj, komu da kamen noter, ne. Nima nobenega smisla, sem teža je. Ja. In ravno tako so lahko te naši tragični dogodki, naša temačna preteklost, naša traumatična preteklost so kamni, ki nimajo smisla, če ga ne znam uporabiti. Zato moram biti kot zidar, ne, kot pa nas pravimo te južnjaki, ki zidajo škarpe. Ko moram tisti kamen vzeti iz nahrbtnika in ga tukaj cajta vrteti, gleda, da dobim njegovo najlepšo lice in ga potem postavim za škarpo. Ne, ker kaj delajo škarpe? Škarpe obvarujejo, da se bi kaj zrušilo, ali pa preprečujejo, da bi kaj prišlo noter. Ne? Se pravi, zavaruje mene, da bi nekdo prišel do mene, ali pa da bi se zrušil. In zato so vse te naše traumatične preteklosti, so ravno te skale, te kamni, ki jih moramo obrniti, da dobi najlepšo lice in postaviti na pravo mesto. Tako, in zgraditi, rekel, na temelju, ki je naša družina, naša vera, postaviti na temelju te kamne. In dobi smisel. Tako. In vrednost. Ja, krasno, zelo veliko za razmisliti. Že kar na začetku, v nadaljevanju, Matic Vidic s tabo o tem, kaj pravzaprav pomeni diakon, kaj je služba, ki jo upravljaš, kaj pomeni stalni diakon, kaj pomeni to zate in nasploh v naši družbi. Današnji VIP gost je diakon in logoterapevt Matic Vidic. Res je, tako kot smo rekli, to je tudi gospodič, ki nam vsak dan pove, kdo goduje na tisti dan, no pa to tematiko smo že obdelali. Zdaj pa mislim, da je prav, da se lotimo tega tvojega poslanstva, diakonstvo. Prva stvar, ki si nastopil pri nas svoje poslanstvo, me je moja stara mama vprašala, kako pa je lahko diakon poročena, ne? Ja, to imajo velike težave, ne? Kaj za to pomeni, ne? Da jaz nisem pravi župnik, pa da to, kar jaz naredim, ni veljavno in tako naprej, ne? Ni vsem to poznano, ne? Diakonstvo je sicer tudi že prva služba, bila že v prve cerkve, že ko so bili apostoli, imeli veliko dela, so potem prvega diakona bil tudi Štefan, po katerem je tudi cerkev na Dunaju, Svetega Štefana. V Ribenci. Tudi v Ribenci. No, je bil diakon, ne? Potem je bil prvi mučenec. Ja, tako tudi prvi mučenec. Tudi da so bili diakoni tisti, ki so pomagali apostolom, so bili strežniki, tako da diakon pomeni strežnik na način. In zato je to en tak lep poklic, zaradi tega, ker biti strežnik ni enostavno.
Vsi bi radi bili postreženi, noben pa ne bi stregel. Ne? Vsi bi bili radi ljubljeni, noben pa ne bi ljubil. Ne? Vsi čakamo, da bi bili ta prvi ljubljeni, pa on pa še jaz ljubil. Ne? Pa tako naprej, ne? Tako da tlej pa ta prvi korak, da jaz strežem, ne? Da se ponižam, da nisem tisti, ki iščem, da bo okrog mene so se dogajali, ampak jaz pristopam in strežem. Tako da je to prva služba, pa se je pa zamrla s časoma in se še z drugim Vatikanskim koncilom se spet obudila ta služba in tudi pri nas v Sloveniji se šele zdaj stara 10-20 let, da se je začela, ker primanjkuje duhovnikov in ravno tak način, da je standard je tak, oziroma pravila so taka, da možje stari najmanj 35 let poročeni, 8 let in uživajo ugled v cerkvi, lahko pristopajo k temu na povabilo škofa. Tako da sem tudi jaz bil. Jaz sem daleč najmlajši diakon, ko sem bil star 35 let in 8 let poročen, sem bil posvečen za diakona. Drugi so pa ponavadi starejši, so pred penzijo ali pa v penziji že, zato ker potrebuješ čas za to. Jaz sem pa že upravljal to poslanstvo diakona, ne da bi bil diakon kot v slovenski vojski, v duhovni oskrbi, v vojaškem vikariatu, potlej med Romi sem pastoralo vršil in v svoji lokalni cerkvi, pa še kot teolog. Sem imel že to izobrazbo, tako da je bilo nekako logična posledica, ne? Da postanem diakon. Se pravi, diakon je načeloma lahko vsak moški, ima neke zakramente, ampak je treba imeti tudi neko izobrazbo. Greš čez neko izobraževanje, tudi če ne bi bil teolog, bi te pa čakala druga pot. Bilo pa druga, ne? Pa 4-letno izobrazba je vedno, 4-letna priprava, se pravi pastoralna katehetska šola za tiste, ki nimajo teološke fakultete, in potem še dodatna priprava. Tako da je kar dolga pot. Tudi pri meni, ne, sem mislil, kot sem bil še mlajši, da bom duhovnik. Potem sem pa videl, ko sem spoznal svojo ženo, da to ne bo šlo. Ampak nekako sem se pa zmeraj videl v tisti talar srajci, ki pride z belim. Ne. Tu sem se pa videl, zato mi je bilo pa čudno. Ne. Ampak sem potem še videl kasneje, da je bilo to kot diakon mišljeno, to moje sanje, to videnje v tej talar srajci. No. Tako da je tukaj je ta pot. Je pa diakon zanimiv, kot diakon krščujem, pokopavam, poročam, blagoslavljam, pridigam pri mašah, evangelij berem. Pridržano mi je pa spoved, ravno zaradi tega, ker je bilo nevarnost, da bi ženi povedal, žena bi pa pol po celi vas raznesla. Ja, verjetno, ja. Ampak sem jaz to zaobšel, tako da sem terapeut, pa glih tako zvem vse. Druga stvar pa je pa to, da ne morem imeti cele maše, se pravi, imam samo lahko bogoslužni del, ne pa evharistični del, ko je po rokah se spreminja hostija, dobi Kristus pride nad njo in vino postane kri, v tistem delu pa ne. Zato je tudi pri meni, tudi v vojski sem večkrat besedna bogoslužja, se pravi, obhajilo sem imel, ampak krajšo mašo. Zdaj pa k resnim stvarem, Matic Vidic. Midva sva poklicala tvojega profesorja, škofa, Antona Jamnika, in sva ga vprašala, če te pozna, ne? Pa se te je zelo dobro spomnil in ima eno sporočilo zate, Matic. Sporočilo Maticu Vidicu je, da ga občudujem, njegovo iskrivost duha, odprtost, komunikativnost, hkrati pa, da njegovo oznanjevanje, njegove besede nikoli niso samo neka teoretična stvarnost, ampak da je to njegov način življenja. Kar pa Matic Vidic izžareva, kjerkoli ga srečamo in karkoli pove z neko tako dialoško odprtostjo, srčnostjo, ljubeznijo, solidarnostjo in moram reči, da sem zelo ponosen na njega, ponosen na to, da je bil tudi moj študent na teološki fakulteti in zdaj pa opravlja res čudovito poslanstvo in mislim, da svojim delom Matic Vidic, stalni diakon, riše neko sled lepega in dobrega na tem svetu. To ste me presenetili. Ja. Sem presenetil zato, ker razumel bi, da bi škof Andreja Sajeta poklicali, ampak da ste pa Antona Jamnika. Kje ste prišli na to idejo? Ja, smo prijatelji, lej. Ja, on je bil tudi mentor moje diplomske naloge, zelo mi je pomagal. Toliko mi je pomagal, da drugače ne mora biti. Čudovit in on je tudi tak, ne.
On je zelo odprt in ne išče nikoli svojega. Veš, to je meni pri ljudeh všeč, ki ne išče svojega, da bi bilo zame dobro, da bi jaz dobro prišel čez, ampak zmeraj za drugega, zmeraj v drugem išče potenciale in možnosti, kako bi bilo boljše. In tu je tudi škof Jamnik zagotovo ima ta... Nam je v tem pogledu lahko vzgled, ne? Ja, no, mogoče ga bo čez 50 let kot zgodovnik. On je govoril. No, Antona Jamnika, jaz poznam tudi te njegove funkcije, ker skrbi za duhovnike, ki mašujejo po svetu, za Slovence, izseljence, za Zamejce in tako. Pripravljam to oddajo in on je zelo povezan z našimi izseljenci. Tako sva prišla v stik in zelo hitro je nanesla beseda tudi nate in zelo te spoštuje, zares. Ja, hvala. Sicer se poredkem vidva, tako da, ko ste rekli, sem rekel, se me bo še spomnil. No, Trenutno, če ga boš poklical, je na rehabilitaciji. Tako, je v bolniški, tako da ima čas. Tako in skupaj z beograjskim škofom. Res? Kako se že piše, Slovenec tudi? Ja. Ambrožič? Ne. Hočevar, tako sta v isti bolniški sobi posla ob postli in te oba lepo pozdravljam. Res, Marija, sveta, hvala. Če bo tako, bo prav. V nadaljevanju pa v naslednje tematike z Maticem Vidicem. Današnji VIP gost je diakon in logoterapevt Matic Vidic. Ja, res je, Matic Vidic je danes naš VIP gost. Smo zelo veseli, ker smo že do zdaj zelo veliko zvedli. Ja, res je. Prej smo obdelali njegovo službo stalnega diakona. Še marsikaj bo sam o sebi izvedel, ne? In že prej je povedal, da je to ena taka posebna služba znotraj katoliške cerkve, ki pa omogoča, da je poročen in da ima tudi otroke. In Matic Vidic ima tudi ženo in tudi otroka. Sina. In Izaka, ja. Da reče, ravno to je, ne, vsi pravijo za ukinitev celibata v cerkvi, zmeraj ta dilema, oziroma vsi nagovarjajo tisti, ki ne poznajo stvari, da bi se mogel celibat ukiniti, ne. Ampak tu je ta obvoz, ne, ravno s tem, da celibat se ne bo ukinil, ampak se pa daje možnost diakonom, laikom na tak način, ampak sem kot posvečena oseba, prva stopnja matiškega posvečenja, druga je pa duhovniška, tretja škofovska, tako da imam lahko družino, sem presrečen za družino, tako da prav čutim večkrat, ko sem ob duhovnikih, to praznino, kako res resnično, ali pa vse drugi, smo tudi ogromno drugih, ki živijo celibaterstvo, kako je to težko brez te opore. Ne? Jaz vidim, danes ne bi bil tu, kar sem, če ne bi imel svoje žene, če ne bi imel svojega sina, one dva sta največja učitelja, zvedno pravim, če vidiš urejeno ženo, vidiš urejenega moža, tako da gre vsa zahvala moji ženi, da mi pomaga, da sem boljši. No? Ja, zelo lepe besede. Nas je pa zanimalo tudi, kaj tvoja Petra pravi o svojem možu, o tebi. In je povedala, Petra, kakšen je Matic Vidic kot mož? Kot mož je zagotovo predvsem moj najboljši prijatelj. Je zelo načelen in človek, ki me zna nasmejati tudi v najtežjih trenutkih. Ob njem se lahko počutim varno in ljubljeno. Kot sem rekla, je ljubeč, podporen, podbuden in večni optimist. Ja, Petra, kaj pa, ko je Matic ti povedal, da bi želel postati diakon? Sem bila kar presenečena. Najprej tudi nisem sicer vedela, kaj to sploh je. Ko mi je povedal, moja prva misel, mislim, da je bila, da župnikom pa že ne bom spala. Ampak, če kdo zmore to poslanstvo, je to zagotovo on. Na začetku, pa da je prišel do mojega podpisa, soglasja, da ga podpiram v tem, je z listom za podpis hodil kot mačka okoli vrele kaše. Ja, Petra, kaj pa vaju vseeno povezuje? Mislim, da sta to medsebojno zaupanje in spoštovanje. Skupaj sva že 20 let, od tega 13 let poročena. Oba verjameva, da skupaj zmoreva vse. Zadnjih 5 let pa naju povezuje tudi ljubezen do družine in najinega Izaka. Petra, bi mu še kaj sporočila zdaj, ko imaš priložnost? Rada bi ti povedala, da sem zelo ponosna na te in neizmerno hvaležna, da te imam. Predvsem pa ti želim sporočiti, da te bom podpirala pri vseh teh tvojih projektih, ker vemo, da jih sploh ni malo. In s tabo upala, da jih čim več tudi uspe. Včasih sem ti rekla, da si človek z nešteto projekti. Še vedno je tako. Še naprej bodi uspešen in pomagaj ljudem,
da ne bodo žalostni, tako kot pravi Izak. Bodi še naprej najboljši oče najnemu sinu, ker si res najboljši. Ostani mu še naprej najboljši zgled, s katerim ga učiš poštenosti, spoštovanja in odgovornosti. Rada te imam. To ste pa dobri, da ste dobili, ker Lizanj smo bila na eni prireditvi in je prišla ena z mikrofonom, da bi še nekaj povedala in se je predskrila za mano, tako da jaz sem kar presenečen, da je spregovorila, ker prav, ker da je tudi ti zmeraj spregovorila. In še kako lepo je spregovorila. Ja. Danes se mi pa res šokiralo, no? En šok za drugim, to je zadnji blok, ne, tako da, zdaj je to. Ja, mislim, jaz se občudujem, no, kaj mora vse to prenašati, ker jaz zmeraj izhajam, no, iz nezga zaupanja, za njo je pa včasih težko to mojo veliko sliko razumeti, kaj vse jaz vidim, kaj vse čutim, mislim, se čutim nagovorjenega kot poslanstvo in za ženo, ki skrbi, ne, ona resnično skrbi za našo družino, da smo vsi dobro, da je res harmonija poteka, ne, da me tudi zmeraj prav, zdaj pa dovolj, zdaj pa nekaj nared, tudi zdaj za Rome je rekla, zdaj pa dost, tega ne bomo več v naši družini živeli, da bomo v strahu živeli, tako da nehaj se z njim ukvarjati. Tako da sem takoj rekel, razumem in sem takoj prekinil, sporočil sem, da se pač umikam iz tega polja, ravno iz spoštovanja do nje. Ker ni skrivnost, da si doživljal tudi ustrahovanja, kaj ne? Seveda, ne, to so bile na dnevni bazi, so bile ustrahovanja. In meni to ne je bilo težava, ne, prenesi tako vem, da veliko grozijo na tak način, da ni nič, ampak če pa vidim, da je pa moja žena prestrašena, se je pa moja odgovornost, da naredim vse, da se počuti varno, da se počuti ljubljeno, predvsem pa, da ni v strahu, no, cela družina. Ja, no, tudi o strahu, tudi o praznikih, ki prihajajo v nadaljevanju, bomo spregovorili s tabo, Matic Vidic, zato si namreč sploh prišel, ne? Še prej pa hvala, ker si v meni ti in Tanja Žagar. Veseljakov VIP petek.